SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v naši družbi, to, kar sledi, je SBC Intervju. In danes prav poseben gost, za katerega bo verjetno ura, ki jo imava na razpolago, zagotovo premalo, zato kdo ve, če ne bova čez kakšen mesec ali dva znova sedela za to mizo. Pa vendarle nekje je treba začeti in najbolje, da začnemo s predstavitvijo, ki pa jo bo deloma moral opraviti kar sam, ker če ima kdo vse številke, podatke in že kaj v svoji glavi, je to zagotovo prav naš današnji gost. Štefan Pavlinjek, en lep pozdrav. Z moje strani isto lep pozdrav. Ja, lastnik, ustanovitelj podjetja Roto, to je zgolj nekaj, kar vas definira. Kaj vas morda še bolj definira kot Štefana, kot osebo? Letos moram povedati, da imam 50 let od začetka, od garaže, in ko se vedno rad sam pohvalim, do multinacionalke. Tako da je to 50 let je le eno obdobje, kjer sem pa res skupaj z familijo, skupaj z sodelavci ustvarjal. In če si zamisliš, da v eni garaži začneš in seveda potem nadgrajuješ, je potem to celovita zgodba. Lahko vem, da je prvih 10 let mi bilo težko, ker je bilo še vedno socializem, še vedno si bil drugorazredni človek, še vedno so te omejevali pri tem, da nisi dokazal, da je zasebni sektor uspešen, napram onemu, ki je praktično po toliko letih tudi propadel. Ampak vedno smo vztrajali in vedno smo delali na znanju, na tistem, mi pa ko s Prekmurja, je pa moja naloga bila nekako osebna, da sem dokazoval, da smo Prekmurci sposobni ljudje in da je tudi, če smo nam daleč od Ljubljane, znamo tudi stvari postavljati na svoje noge. Nekje sem prebral, da ste dolgo imeli svoj SP, ga imate še vedno, tistega prvega odprtega? No, SP smo obrnili v DO z isto vsebino, ker smo potem šli tudi na malo širše, smo šli na novi obrat v Puconci in seveda je pa DO malo drugačna varianta kot SP, ampak mi je še vedno za tisti SP žal. Ampak ne samo, da ste malo preobrnili, od tistih 50 let nazaj in garaže danes do, 550 zaposlenih v 6 tovarn v 4 državah, če se ne motim. Imate sploh toliko ur v enem dnevu, da preletite dogajanje v vseh tovarnah, vseh obratih? Ja, imam, ker moja naloga je nadzirati zgoraj, ne? Ker seveda pri nas smo v grupi, ker imamo holding, grupo, Roto Group, in v grupi imamo stvari podeljene. Hčerka je globalni menedžer, ima eno stvar, da posod je lepo doma, pa nima obstanka in non-stop leti, tako da danes je nekje tudi okrog Švice. Sin je vodja tehnike, razvojnik, močen razvojnik, to ga tudi zelo veseli. In seveda tudi proces tehnologija je nekako njegova ta specialnost. No, drugače pa kot v vsaki familiji, ženske imajo rade denar, ko imajo gledati, da do denarja pridejo, in žena drži nad financami roko. No, moja stvar je potem vse skupaj koordinacija banke, potem kupci, težki kupci, potem razvojne stvari in seveda tudi kot protokolarec mora nekdo v familiji biti, ker tudi mi dosti na to stvar damo, ker če smo prišli tako daleč, moramo tudi vzdrževati en odnos z kupci, na Evropi in tudi doma, na domačem slovenskem trgu in na slovenski deželi želimo tudi, da smo poznani in da nam tudi naše mesto v tem tudi pripada. Preden bova res podgledala v drobovje vašega holdinga, vse preboje pa vse inovacije, bi vendarle morda želel izvedeti malce več o vas. Preden sva začela, ste dali hitro vedeti, hoja po robu je nekaj, kar te pelje naprej. Prebral sem, da dolgočasne stvari vas nekakor ne prepričajo. Omenili ste, da hčerka rada leti, je tudi pilotka? Ja, mi smo trije piloti. Trije, ne? Ja. Ker glede pilotstva, jaz dam dosti tudi na to in ne vem, če ste prebrali biti pilot svojega podjetja, to je prevod enega ameriškega vojnolice, ki se je potem začel ukvarjati, primerjati pilotizem z podjetji in to je res. No, mi smo piloti, jaz sem ene od prvih balonarjev v Sloveniji, z Aviation Shortnom smo začela.
Kar se tiče balonarstva, sem 94. organiziral s Kacinom evropsko prvenstvo in potem seveda si rekli, Štefan, zakaj ne bi kandidiral za svetovno, ker imate lepe pogoje, pa ti to znaš. In smo res napravili prijavo na športno zvezo svetovno in enostavno je prišlo na koncu do tega, da smo organizirali svetovno prvenstvo balonarjev, to je bilo lani, jesen, 105 balonov in seveda 40 še reklamnih nad Pomurskim nebom, to je bil dogodek en teden, zelo odmeven dogodek in jaz kot sam in seveda tudi, ker tudi sin balonar, smo bili zelo ponosni, trdo delali, ampak tudi budžet je bil $500,000, smo spravili skupaj, tako da bilo kdaj se s piloti srečamo ali pa kje dopisujemo, je sama hvala. Je res, da želim, da Prekmurje, Pomurje postane pilotska oziroma balonarska dežela, imamo vse pogoje za to in zato tudi dosti balonarjev pride k nam. In seveda posledica tega je, da bomo letos junija spet organizirali državno prvenstvo v balonarstvu odprtega tipa, tako da imeli tudi Avstrijce, Čehe, Hrvate, Srbe in to je ena še lepi dogodek, ker piloti balonov so svobodni ljudi. Ker balonu kam te veter nese, lahko samo z višino korigiraš, katero smer hočeš iti. Drugače sem pilot helikopterja in tudi Nuša in Matjaž sta pilota. Imamo helikopter, to je zdaj malo bolj za dušo, ampak v tistem letu, to je okrog 2000, možda še prej, pred 2000 je bilo do Ljubljane iz Murske Sobote 5 ur po cesti. In ker smo delali z ljubljanskim lekarnom, z Mercator, s tem, je bilo važno, da si hitro prišel in takrat smo nabavili helikopter in do Ljubljane sem 1 uro, 3/4 ure bil v Ljubljani. In nekako je to seveda ta veselje do helikopterja ostalo in se tudi rad sedem helikopter in letim, ker seveda tu vožnja helikoptera se lahko primerja z vodenjem podjetja. Ti imaš tam 2 hriba, med tista 2 hriba moraš leteti, če hočeš priti tja. Drugače moraš vse inštrumente imeti v zelenem, ne prideš do tja, če je kaj v rdečem. Obenem pa, ker sem sam doživel, da mi je motor odpovedal, moraš gledati travnik, kje lahko pristaneš. Torej moraš imeti smer, pot do tja in tudi biti pripravljen se kaj obrne, da lahko živo pristaneš, do podjetja tudi zvoziš, da živo gre. Tako da pozneje smo seveda tudi potreba, ker delamo v Evropo, pa vsem drugim, je potreba tudi hitrega komuniciranja, razvoj je takšen, da treba komunicirati, potem smo nabavili avion, turboprop, seveda pozneje pa je že potem malo potreba narasla in tudi možnost, da imamo malo boljši avion, dvomotoren, ker familija leti, ne, je le bolj varnost je večja, ne, smo Mustanga Citation nabavili in to tudi ga zelo dosti uporabljamo. Včeraj sem bil v Makedonijo, v drugi teden grem v Srbijo. Drugače pa imamo v poslovni aviaciji, tako da dosti vozijo naši piloti organe iz cele Evrope. Potem tudi Slovence, ki hočejo en dan priti sem pa tja 2 dni. Tako da to je ena stvar komercialna, ampak sporedno, ampak koristi pa. Lahko bi rekli, da imamo vendarle Slovenci lastno letalsko družbo, torej v Prekmurju, ne? A imamo jih kar več, ne? Ja. To nam ti ni glavni biznis, ne? To je nam bolj takšen biznis, da mi ga upravljamo, približno polovico mi letimo, polovico pa drugi. Zdaj sva iz neba pogledala navzdol. Prekmurec ste in ponosen. Vem, da se veliko ukvarjate s tem, kar se dogaja okoli vas v vaši regiji. Bili ste kar velik zagovornik tudi tega, da bi Slovenija veliko bolje delovala, ne, če bi bila razdeljena na regije. Kako ste si to predstavljali? Saj ideja seveda ni nova, pa pravzaprav zelo pametna, ampak redko jo slišijo tisti, ki bi jo morali, ne? Ja, res, jaz sem bil 10 let predsednik Obrtne zbornice Slovenije, sem prepotoval po Evropi razne države in kot sem, recimo Francija ima departmaje in seveda tam se odloča, tam se 90 stvari skupaj reši, to, kar pri nas v Sloveniji ni, ne. Jaz sem še vedno zagovorjen, da morajo biti regije in seveda v regiji se mora odločiti, koliko bo šolstva, koliko bo denar za zdravstvo, ne. Potem tudi te stvari za zidane, glavno, da se to čaka na ministrstvo. To mi znamo, kako mora biti in to naj se pusti na regije. In seveda dosti lažje je bilo tudi z enim regijskim poglavarjem
debatirati ali pa s 6, koliko bi v Sloveniji bilo, kot pa zdaj imamo toliko županov. Ne rečem, da so občine slaba stvar, ogromno se napravi, ampak nadgradnja tega so regije in to čim prej bi napravili, bi bilo za Slovenijo dobro. Prvič, mi, ki smo na robu, ne bi vse prosili, v Ljubljano hodili prositi, ampak bi nekaj lahko tudi tu odločali. Malo več samozavesti bi bilo tudi med ljudmi, malo bolj nacionalnega pripadnost tem regijam in jaz mislim, vse stvari vidim samo v tem, da je ogromna rešitev. Politika bi mogla enkrat zatisniti svojo energijo in reči, da pa tako mora biti. Ker vas zdaj še malce spoznavam, tudi tisti, ki vas morda ne poznajo. Še ena stvar je, ki mi je padla v oko, ko sem prebiral, kaj vse počnete, ampak tega je res veliko. Hoteli imate tudi zato, ker so vam rekli, pa kaj pa, če bi vi to, ker vi, česar se dotaknete, dobro uspeva. Kako je zdaj s hotelom? Ja, to je padla odločitev, ker je gostilna, ki je bila v vasi, mi imamo stvar v Polani, Primorski Soboti. Tam, ko imamo vas, je tudi eno tovarn, ne, smo nekako vezani tudi na tisto vas in ta gostilna je šla v stečaj in seveda so rekli, Štefan, kapelico imamo, gostilne pa nimamo in dajta kupiti to. In potem po nekem razgovoru je prišel o tem, da smo kupili gostilno, ampak mi vedno razvijamo stvari in potem so se razvili naprej hotel z bazeni, z tudi autocamp, danes dobra stvar, poln. Tako da je pa dejstvo to, da jaz sem vedno hodil pokazati, da je prekmurska kulinarika nekaj posebnega. Prekmurska kulinarika, ker smo mi bili toliko pa toliko let pod Madžari, ima en del madžarske note, potem ima ta avstro-ogrsko noto, ne. Tudi ogromno ima panonskega dela prehranjevanja in mesa, sušenje mesa, meso v zaseki in to. In sem vedno hotel dokazati, da imam Prekmurci dobe, naj ljudje pridejo in naj probajo, od bograča do vsega naprej, kar nam tudi uspeva, ker mi imamo v glavnem za goste, našo domači kulinariko, domači prekmurski slofut in te stvari, ker je to dobro in čisto drugačno od drugega. Vse Slovenija ima v glavnem 3-4 področje kulinarike in naša je totalno specifična, zato zakaj ne bi to tudi mi promovirali in tako imamo tudi v kuhinji domače strokovnjakinje, ki to znajo zelo dobro napraviti. Kakšen človek ste vi, da se na vse to res neverjetno dobro spoznate, ker veliko investirate v to, da se izobražujete, ali pustite tistim, ki se bolj spoznajo, da vas prepričajo, da je to, kar oni mislijo, dobro? Eno ali drugo, ali v glavnem, jaz sem škorpijon. To pove vse, ne? To pove vse. Sicer škorpijon imam veliko mejo tolerance, grickamo, če pa ne gre, pa pičimo. Ja. Kakšen ste pa oče? To vas sprašujem zato, ker zdaj pa bova zaplavala v vaše podjetniške vode in tam je cela družina vpeta v to podjetje, no? Ja, moram povedati, da smo mi že od nekdaj, nismo oče, sin, mama, ampak smo partnerji v firmi in tudi tako se obnašamo. In to je edina stvar, da družinsko podjetje deluje, ne, da smo partnerji, ne, vsak svoje področje, vsak svojo problematiko, potem pa za naprej pa seveda se zmenijo na terenskih kolegijah in to tudi potem s to smer gremo. No, moram povedati, da smo otroke vedno učili prodajati, nikdar delati, ker za delati imamo druge. Ti pa moraš vedeti delo organizirati in tudi napraviti čas tako, da se drugi sekirajo. In to je bilo naš moto, prodati in seveda tako sta tudi od nekdaj gledala, da delamo artikle, ki se prodajajo. Danes imamo okrog 4000 artiklov, v teh letih se je to nabralo. Seveda tiste najnovejše imamo delamo v Sloveniji, druge potem smo orodje dali na Hrvaška, Srbija, Makedonija in seveda tako se je tudi nabral asortiman. Pa tudi področja so, kjer se to prodaja, recimo v Makedoniji delamo tisto, kjer se Sloveniji ne splača in tudi tisto, kjer je tržišče. Tam včeraj sem ravno bil, delamo praktično za tišče korice za celi svet, tudi za Ameriko, ampak samo z makedonskimi cenami, drugače so Tajvan in ti seveda konkurenca temu. In tudi Makedonija ima potem ene druge povezave na tem Balkanu, pa tudi Bližnji vzhod, Daljni vzhod in te stvari. No, v Srbiji delamo avtoceste s Kitajske, odvodnjavanja, delamo tudi rezervoar za škropilnico, dosti za kmetijsko mehanizacijo stroje, te stvari, tako da spet na tisto področje
tam, kjer se to rabi, tam na Hrvaškem. V eni tovarni delamo stvari za melioracijo, kanalizacijo. Hrvaška je dobila ogromno denarja od Evropske unije za urejanje kanalizacijskih sistemov, melioracijskih sistemov, in to seveda so sedaj tudi gradbinci in to usmerili v to, tako da se Hrvaška ureja v tem smislu. Mi pa smo seveda zraven z sistemi, čistilnimi napravami, tudi lovilci maščobe. V drugi tovarni pa delamo za zahodno Evropo, pa tudi za Slovenijo, razne rezervoarje, takšne stvari, ki so malo bolj že plod našega razvoja. In seveda tudi, ker Hrvaška je v Evropski uniji, nam lepo gre brez papirov in samo čisto direktno, brez carine. V Sloveniji imamo 4 tovarne. Ena je v Črnelavci, Primorski Soboti, tam je mama firma tudi. Tam je tudi močno orodjarno razvoj, ker mi baziramo ogromno v teh stvari na razvoju. Vse delamo za KTM, Hondo, Ferretti, Pershing, Azimut, za vse te mobile za jadni ceh, rezervoarje za odpadno vodo, rezervoarje za gorivo in praktično tudi razne tehnične stvari za anti-icing sisteme, za avione, za jet skije, tudi baterijske dele za podmornice. V glavnem, tu je čista tehnika, tehnologija, prvogradnja v raznim firmam, ki praktično, za katere tudi delamo razvoj, orodje in seveda prototipe tudi. In to je ta del, ko je tudi najbolj inovativen, ne, saj tudi opremo imamo najnovejšo. Da smo montirali največji printer, 3D printer za pesek, tako da hitro prideš do orodij, potem CNC stroj. Tako da največ tehnologije imamo v razvoju, ker Slovenci je samo 2 milijona in ne moremo fizično delo prodavati, moram pamet prodavati. In s tem tudi, da delamo za te zelo znane podjetja, no, smo tudi partnerji, nismo dobavitelji, ne. Ker čim ti z nekom delaš skupaj strategijo ali pa neke stvari, na bazi naših izkušenj, potem te tudi ne more tako hitro skenslati, da nisi več dobavitelj, ne. Druga tovarna je v Puconci, tisto smo sicer prevzeli od Siveja, ki je šel v stečaj, ampak to nam nulo ravno pasalo skupaj. Tam pa delamo čistilne naprave, v bistvu za celi svet, industrijske čistilne naprave, rezervoarje za vodolovilce, maščob, potem tudi jadrnice, kajake in te stvari. Glavno specializirali smo to tovarno za ekologijo, ker voda je vsak dan dražja, vodo treba čuvati, tudi čiščenje vod. Imamo 8. generacijo čiščenja, sistemov za čiščenje, vedno manj energije, boljše čiščenje. Tako da tu smo precej vodilni v Evropi, spet znanje, lastno znanje, slovensko znanje in seveda tudi slovenski produkt. V Francijo imamo tudi podjetje, dosti vozimo, ker mislim, da je Francija urejena, pa še daleč od tega ne. Prek Francije vozimo tudi v bivše francoske kolonije v Afriko. V Angliji imamo tudi podjetje, seveda prek Angležev vozimo južni del Afrike, od ekvatorja dol je še vedno vpliv Anglije. No, drugače pa tudi v Nemčiji imam dobro podjetje, ker pa ene sisteme za industrijsko čiščenje vode imamo zelo dobro. Sem že povedal, eno podjetje imamo v Hrušici pri Jesenicah, tam pa delamo čiščenje voda, industrijski vod in velike čistilne naprave za mesta, za velike sisteme. In tudi tu smo nekako na bazi znanja. Smo zaposlili tudi avstrijske strokovnjake, ki so pri konkurenčni firmi, ki se je prodala Kitajskem, šli rajši k nam kot na Kitajsko. In seveda to je bila tudi osnova, da lahko te produkte, ki so oni tam začeli, tu nadaljujemo. Imamo pa en manjši obrat, imamo v Ankaranu, kjer pa delamo rezervoarje za jahte, velike jahte po naročilu, kjer je en komad, ena jahta. In tisti v čisto delo po naročilu in tudi tu ta stvar dobro nosi. Že ko sem gledal, kako sestavljate ta holding, kako se pravzaprav širite, nekaj je to, da najdete priložnost, jo izkoristite in nadgradite. Včasih pa pride tudi do tega, da rečete, to bomo pa kupili. Je teh prevzemov še kaj, jih imate še kaj v načrtu, koliko je bilo tega v teh zadnjih letih? No?
Kar nekaj, za 14 firm. Mhm. Najprej smo pokupili konkurenco z juga, da nam ti ne smete. In to smo preplačali, ampak vse se izplačalo, ne? Ker če ti na domačem kdo švrle, je problem. Ne? No, če grem po tem delu, smo v Makedoniji tudi 2 konkurenci, ki so se pojavila, smo je stisnili v zid in smo prišli, daj, prodaj. Najprej ne, seveda, potem na koncu ni rešitve, ker trg imamo, znanje imamo, asortiman imamo, nisi mogel ti kot novinec priti brez tega, da si na trgu poznam, nimaš referenc, nimaš certifikatov. In smo potem tako dve firme, 2 Turka smo kupili, enega velikega, pa enega malo manjšega, ampak zdaj nam več ne smetajo ti v Makedoniji. Drugače pa skozi nekaj. Kupili smo kar nekaj italijanskih firm, ki niso imeli razvoja in niso imeli ljudi zaposlene. Ne? In seveda en čas gre, potem pa obupaš, pa glavno smo tudi jim ukradli delo od podjetij, industrijskih podjetij. In ko vidijo, da nima smisla ti kar ponuditi, in potem to pa moraš pač potem kupiti. Zadnje smo kupili kanadsko firmo, ki se sicer en del je bil v Slovaškem, ampak tudi Prodep. Tu je bil problem financiranja kajakov, ker mi zdaj imamo zaloge in damo na tržišče dilerjev. Dilerji prodajajo, plačajo v jeseni in to mora zdržati ta zamik kapitala. Ne? In seveda prišli do tega, da trg se je malo zmanjšal, ne? In seveda tu smo imeli šanso, da smo tiste, ki so tako v naravi, tisti, ki so bolani, pa ne morejo, tistega pač moraš kupiti. Lažje je kupiti in tako dobiti tržišče, kot pa sami iti v konkurenco, se bojevati na trgu, dokazovati. Ker navadno, ko kupiš glavno kupce. Kupce, tržišče. Kupili smo tudi modele, ki so boljši, mislim, kateri so nam manjkali v portfelju, tako da je pač ta zgodba šla v tem smislu. Konkurenta stisni kupi, tako vsi delajo, ista zgodba. 2 stvari bom tu dodal. Ta logika se mi ne zdi zelo slovenska, če si iskreno. Ne? Ko gledamo našo slovensko miselnost, je to, kar vi zdaj govorite, bi rekel, bolj kot kakšna kitajska, ameriška, in pod vprašanje, kje ste se tega naučili? Zdrava kmečka pamet. No, to, kar se v Sloveniji dogaja, da smo mi delo nas, ki smo malo starejši, tudi v Jugoslaviji, v socialističnem delu smo nekaj ustvarili. In to smo prodali Hrvatom, Srbam. Tako, ravno obratno je šlo več čas. Ja, to je pa stvar politike. Politika je požrešna in namesto, da bi domačim ponudila to, kar so Hrvate naredili, rajši prodave in provizije potegne. Ne? To je katastrofa. Ravno včeraj smo v Makedoniji se pogovarjali, da vaša kokta je pa še skozi dobra, sem rekel, ni več naša. Tako da mi smo najboljše poglavne za največji kapital, ki smo ga mi 50 let ustvarjali, prodali, kaj je za Sloveniji katastrofa, samo še bomo ostali delovna sila, če ne bi imeli podjetja, kot smo v SBC-ju, ki nas je 500, ki pa znova gradimo nekšen imidž in svoje mesto na trgu iščemo. Tako da je pa tista mestna faza in tisti imidž, ki smo ga imeli, je pa škoda, oziroma je pa katastrofa, da smo to prodali nekomu. Ampak tukaj gre pa predvsem za to, vi ste to začeli sami, s svojimi sredstvi in sami razvijali tisto, kar se je prodajalo, so pa dobili v upravljanje, pa ni bilo njihovo, ne? Ta razlika je. Ti tudi ne vejo ceniti, razen tisti, ki imajo večje firme, kot je Atlantic Grupa in ti pa znajo delati in se znajo, kako se temu streže. V Sloveniji tisto, kar smo prodali, privatizirali, ljudem, ki so bili tudi včasih direktorji, to je težko šlo. Če ti ne delaš s svojim kapitalom, ne boli in ne veš se naučiti delati s kapitalom. Židi rečejo, da 1 stopnico lahko preskočiš, 2 ne moreš, ker bo šel nazaj. To, ne? Bom dal ta primer, ki ste ga sami omenili, ko letiš s helikopterjem, pa imaš potem spodaj nivo, moraš pa ves čas biti vsem zelenem, ker če je v rdečem, moraš pristati. Vsa vaša podjetja delujejo v zelenem ves čas ali je potrebno ves čas nekaj? Ja, še negativne bilance nisem v življenju podpisal in tudi ne želim. Bistvo je pa to, da imamo branžo, ki je perspektivna, to je najboljše. To so stvari, ki jih razvijamo, ki jih praktično ni mogoče nadomestiti. Če rečemo plastika, vsi mislijo na vrečko.
Ampak pri nas je plastika artikel, ki vaga 100 kil in ki se da regenerirati. Imamo poseben oddelek, kjer regeneriramo vse, nazaj zmeljemo, nazaj obnovimo in potem eni artiklom tudi zraven mešamo, da ne osnažujemo, ne. In to so malo drugačne stvari. To se v bistvu ene stvari se ne da z drugimi materiali nadomestiti. Druga stvar pa je, če prav strežeš plastika ni več strupena. Ne, tako da tudi PET, ko imamo steklenice, to gre v obliko kamna. Res, da se to 100 let razgrajuje, ampak s tem, da je še ena moja, ne vem, mogoče se vsi ne strinjajo, da je plastika samo ena vmesna faza od nafte ali pa plina, etilena, izdelek, ki potem lahko koristi, na koncu pa to mora biti gorivo, ne da ga zakapamo. To pa ni dobro. To danes naši sosedje v elektrarnah vse, ali pa cementarna vse uporabijo. Seveda danes so že filtri, vse je možno na takem nivoju, tako da ni šans, da bi imel neke odpadne pline ali pa nobadne odpadne snovi, ampak se vse zbere in potem tisto samo si mali delček se samo potem predela. Prav ta čas korone, a ne, morda kakšno leto tudi prej, pa do sedaj, ste v podjetju veliko pozornosti namenili prav temu okoljskemu potencialu, pa znova predelavi, pa če se ne motim, vaša podjetja ali pa vsaj ta krovna delujejo na plin, tukaj smo imeli veliko težav, ne, zdaj po kakšni ceni ga bomo kupili. Kako ste se z vsemi temi stvarmi, ki so se dogajale v zadnjih 3-4 letih in se verjetno še bodo prilagodili? Ja, dve krizi sta bile. Ena je bila korona, vendar mi smo v koroni delali malo zmanjšano hitrostjo, nismo nič kaj dosti, ker delali smo za Evropo in tudi tam smo mogli ljudje preživeti, ne. In smo nekako korono preživeli kar na normalen način. Dočim pozneje tudi ta zmeda v energetiki nas je pa prizadela, predvsem v cenovnem delu, ne. In res, da smo mi veliki potrošnik plina, ne. Ampak imamo oba plina, zemeljski in naftni plin in nekako to vozimo. Kar se tiče elektrike, pa danes je pri nas nuja, da gremo na robote, saj vse rezervoarje za motore delamo z roboti. To je pa električno gretje. Nekaj imamo seveda solarne energije za to, nekaj še delamo, ne. Tako da ti trendi so, moraš se obrniti za trendom in seveda tudi z tem, da smo seveda nabavili bolj ekološke stroje, kjer manj troši energije. To je obvezno, da s ceno si prišel skozi. Tako da tudi s tem se ukvarjamo, ravno zdaj tudi imamo eno reorganizacijo na hrvaškem delu, ker moram pa povedati drugo, da je hrvaška država drugače gleda na gospodarstvo od naša. Vse stvari, ki investiramo letos, je 60% subvencije od države. Vsake investicije se povrne. In zakaj ne bi ta denar izkoristili in seveda se sodobno opremili? Razlika je, navadno delamo od razlike, polovico je lastni, polovico je pa bančni kredit, tako da ne boleče se ti avtomatiziraš, rešiš energetsko krizo, tudi državi to pomaga, ne. Ne, da mi zdaj, ker imamo seveda energetičare na vladi, to stisnemo in denar vlečemo. To je veja, na kateri sedimo, se žaga. Ste kdaj, ko ste govorili z Ministrstvom za gospodarstvo, energetiko ali pa z vladnimi predstavniki, omenili samo čez mejo, poglejte, saj se da tudi drugače? Pa se poznam z vsemi, pa se ti tudi vejo to, ne. Samo je pač politika malo drugačna. Politika vaše družine, a ne, lepo ste rekli, vi ste partnerji, je pa kakšna, da ko sedite na primer za mizo, nekje sem prebral, da tudi za mizo se te stvari seveda pogovarjajo, a ne? Je kdaj tudi... Ne domačo. Aha, domačo pa ne. Imam prepoved, Bog ne daj, da bi kdo kaj firmo omenil, ampak so potem družina. Aha, no, to me To je imamo zanimalo, ja. zelo strogo, to so deca tudi tako vedeli. Tukaj sva žena sama bila, je bilo vedno na tapeti ta firma, zdaj smo tako, ko prideš domov, se vrata druge zaprejo in potem firma ne obstaja, ne. Potem se od druge stvari, od otroci pa tudi kakšne privatne stvari in takšne lepše stvari pogovarjamo. Mislim pa, da je dobro to, da menjaš, ker če večer začneš govoriti o firmi, potem po noči ne spiš. Imate miren spanec drugače? Pa imam. Imam, jaz vedno napravim tako, da jaz vedno organiziram delo drugim, sem že povedal, in tudi napravim tako, da se drugi sekirajo.
Rekli ste tudi, da sta hči in sin sta prevzela del vodenja podjetij. To sta pravzaprav nova generacija. Je ta nova generacija, s katero delate, dobro, tu je lažje, ker sta vendarle vaša družinska člana, drugačna, je tudi pogled drugačen? Kako je pravzaprav s temi prevzemniki podjetij in temi novimi generacijami, ki prihajajo? Ja, velika meja tolerance med generacijami, to je prvo, ne. Če se pa da pogovoriti, drugače pa mi živimo od tega, kaj prodamo pa kaj napravimo, ne, in tu so čisto stvari jasne. Tu je ena zdrava pamet, toliko dobiš, toliko lahko porabiš, ne. Ta proizvod toliko stane, če ne gre skozi, ga pač pustiš, ne. In tudi je problem tudi recimo, včasih problem nastaja pri investicijah, ampak to seveda ti moraš imeti mejo, koliko investiraš, ne. Res, da so mlade generacije ptiči, ki letijo, ne. Pa vedno treba malo levo, desno ali pa malo nazaj. In potem do drugi dan pravi, ja, mogoče sem imel prav malo bolj ziheraška. Mi smo malo več ziheraški od otrok, ampak leteti pa morajo. Ker drugače ti mladi govorijo drugi jezik kot mi. Sploh še ni zdaj že tretja generacija, ki pa totalno drugače razmišlja. Ampak zakon narave so pa vedno isti. Zdaj bom šel na te človeške odnose, ker vidim, da imate stvari kar dobro urejene in dobro logiko. Ta logika deluje tudi z zaposlenimi. Vemo, kaj se dogaja ne zgolj v Sloveniji, ampak povsod po Evropi, kjer imate tovarne, verjetno opažate, da je danes dobrega delavca vendarle težje dobiti kot nekoč. Ali se motim? Dobri delavci, moram drugo povedati. Včasih smo govorili, idi ven, da boš imel kariero, pa da boš nekaj dosegel. Danes ne. Mi, če človeka vabimo v firmo, mu tudi omogočimo kariero. Če je naš človek, 2 vrsti ljudi imamo. Eni, ki delajo za nas, tiste treba ali treba ga menjaš. Eni, ki pa z nami delajo, te pa ne smeš izgubiti. In tudi tako imamo stvari urejene, da v glavnem tisti ljudje, ki z nami živijo, ki z nami delajo, ki z nami sanjajo, ki z nami udejanjajo stvari, to so naši ljudje. In kar hitro ti mladi vidijo, da se splača tu kariero graditi. Zunaj, če nisi izredno nadarjen, lahko do 2., 3. stopnice prideš, potem pa za njihove. In si vedno tujec. Jaz vidim, nam prihajajo ljudje iz Avstrije, Nemčije nazaj in rekel, če pol plače dobim, samo da več tujce ne vidim, da mi komandira, ne. In so ti ljudje so dali nekaj skozi in reči, da pa idi, pa tam v firmi povej, kak je zunaj, ne. Pa tudi ni več, da bi odhajali ven. Ker če gremo samo na plačo, slovenska plača, mi smo dvignili plače 30%, da ne bi ljudi šli, ne, ampak smo kalkulirali v izdelke, pač kaj je šlo, kaj pa ne, pa ne. In seveda želim, da ljudje doma delajo, tam, kjer se je rodil, ali pa te nacije, eno nacionalno družbo, da imamo v glavnem, ne, da uživa za svojimi ljudmi, da ni treba tujega jezika govoriti, da ima možnost kariere delati. Mi smo privat firma, mi ljudi samo porivamo, daj še to, idi še to, še tu ti plačamo izobraževanje, še imaš to možnost napredovanja, zato ker mi hočemo imeti sposobne ljudi. Mogoče drugje nekje v nekih drugih, kjer ni lastnika, tam je boj med ljudmi, osebna konkurenca, pri nas ne dovolimo to, ampak hočemo, da so vsi srečni in da jaz vedno rečem, jaz moram vsakemu otroku, ko za novo leto imamo nekako obdarovanje otrok, vsakemu otroku upam v oči pogledati, ker vem, da toliko, koliko je oče delo pošteno, je tudi pošteno dobo plačano. Kakšna je dodana vrednost na vašega zaposlenega v podjetju? Imate morda to številko v glavi? Tam, ko 100 tangiramo nekam, tu nekje je, odvisno od cene materialov. Tu so nam nihanje, koliko. Nam cena materiala in energije ogromno vpliva na dodano vrednost, ampak kot sem že povedal, gledamo to, da enostavne izdelke ali delamo na jugu, doma pa tisto, kaj se spodobi, da Slovenci delamo. Slovenci smo zelo inovativni. Poglejte, tudi v SBC-ju, koliko je tu podjetij, ki sploh nismo vedeli, kaj vse dela, kaj se izvaža, kakšen potencial imamo, ne. Tako da jaz sem ponosen zdaj na to gospodarstvo slovensko in ne bojim se, da ne bomo uspešni, razen če nas bo pa politika obdavčevala in tudi to, potem je to druga stvar, ker danes ti moraš
pustiti prihodek v podjetju, dovoliti reinvestiranje prihodka, ker mi z reinvestiranjem prihodka dvignemo nivo, ljudem olajšamo delo in seveda smo toliko bolj konkurenčni. Če v prvi fazi pobereš denar, to je najhujša varianta, ne. To se po svetu ne dela, ne. In mi delamo recimo za KTM, za motore, 2 tipa vsako leto, ena je za Pariz-Dakar, ena je za cestna verzija, ne. Ampak celi razvoj jim plača Evropa in to ne preko razpisa, direktno. Toliko KTM rabi za razvoj, prvič, da bo na KTM-u Hondo prekosil, ne. Drugič pa to je potencial, ki ga praktično se potem vrača. Se vam zdi, da je to naše slovensko okolje, zdaj sva v prostorih Slovenskega kluba podjetnikov, ki združuje te najboljše primere slovenskega gospodarstva, vendarle več zavedanja, da je ta neka poslovna žilica, dober odnos z lokalnim okoljem, kar vi govorite, tudi to, da si morda več upaš, ne, da imamo to zmagovalno miselnost, tisto, kar 2-milijonski narod vendarle pelje naprej, da je dodana vrednost na delavca potem višja in je tudi to, kar ste rekli, življenje doma lepše, ne, da se ne oziraš ves čas nekam morda čez mejo in misliš, da je pa nekje nekaj bolje. Saj se da doma. Jaz sem med ustanovitelji SBC-ja. Ker v tistem momentu je bilo vse stečaje, vse slabo, poradil samo slabo. In smo sedeli pri Plaza hotelu, ravno je 3:30 bilo poročila, to gre, to šlo, to. In smo rekli, pa zakaj vse smo dobri? Napravimo en klub, da to ni gospodarska, ne obrta, ne ben, en klub dobrih. Dokažemo, da smo Slovenci tudi dobri. In danes je pokazalo, da za številko 500 nas je najmanj 500 dobri, še 500 jih je pa sigurno v senci, ki bi tudi šli z nami, ampak moramo mi kot SBC vzdrževati ta imiž, da smo najboljša podjetja, da smo finančno dobro, da smo tudi po rejtingu dobri v svetu, v Evropi, ne, in to jaz mogoče res škoda, da mi malo bolj to ne izpostavimo, oziroma škoda, da nas bolj politika ne akceptira, oziroma tisti, ki nam krojijo usodo. Naša beseda bi le mogla pomeniti, ker mi združujemo mi tudi zaposlujemo toliko ljudi. Ta rast gospodarstva je tudi v teh 500 podjetij veliko pomembna. Ali je to ali pa ne. Tako da mislim, da bi država mogla nas vzeti malo bolj kot svetovalno telo, ne pa da mi lajemo, karavana gre naprej. Ja, tukaj lahko rečem, da včasih je bilo res tako, ko smo veliko poročali o teh podjetjih, ki so propadala, ne, smo imeli v mislih zgolj tiste, ki so vodili podjetje v propad. Govoriva o tistih tajkunih, ki so podjetja dobili v upravljanje, niti ni šlo za lastniška podjetja. In ta obrat, ki se zdaj dogaja tudi s SBC-jem, no, in z vsemi, ne vem, preboji Rota, Krapovič, Pipistrel, skratka svetovna podjetja, ki so pa doma tukaj v Sloveniji, nam daje vedeti, da vendarle Slovenija ni 2-milijonski trg, ampak da je Slovenija samo prostor, ki lahko poleti na milijardni trg. Ne? Tudi vi, ne vem, izvažate v Indijo konec koncev. Mislim, da na vse kontinente, a ne? Razen na Antarktiko. No? 56 držav izvaža. Ja, ne. In to se da, ne? Ker ste tudi, ne vem, med korono ugotovili, da samo še prodaje, kot ste še na začetku rekli, ne? Treba je pač znati prodati. Ja, gledajte, koliko dobrih športnikov imamo. Ja. Mislim, na 2 milijona, ne, če na svetu, ki je takšno, da bi toliko dobrih športnikov imeli. Če dobro ne sem na gospodarstvu, med 2 milijona toliko dobrih podjetij in toliko inovativnih stvari, kot imamo mi, mislim, da ne vem, če to lahko najdeš. Zato sem jaz, še bolj mi je težko, če to Slovenija ne bo skoristila. Zato tudi politika dosti ne vpliva, ne sme pa smetati. Ne morem zdaj mimo aktualnega dogajanja v Sloveniji, ne, ker na eni strani imava industrijo, gospodarstvo, podjetništvo, potem pa so to pomoč, tisto, kar bi moralo pomagati, da bi vse skupaj delovalo. To je javna uprava, pa razni uradi, pa ministrstva, no potem pa seveda še policija, zdravstvo, šolstvo. Povsod se praktično zdaj stavka, na eni strani se sicer pogovarjajo o tem plačnem stebru. Kako gledate na trenutne zahteve, pogajanja, dogajanje? Porušila se je enostavna logika. Ali koliko mi ustvarimo, zakaj mi več potrošimo. Tu se na socialo nanaša. Mi nimamo ljudi poležavajo. To ni normalno. In mi smo eno generacijo
mladine praktično nekako skenslili samo zato, da jim nudimo, da lahko živi brez dela. Ljudje, ki končajo šolanje, vse, jim dovolimo, da brez dela tudi živijo. Če pogledam naše sosede, tudi Madžare, ali si javni delavec, ali pa ne dobiš nič če ne delaš. In tu mora biti ena kruta realnost. Včasih so rekli, da kdor ne dela, naj ne je. Danes je, kdor ne dela, naj tudi je. Ni prav. Ljudje morajo delati, ljudje morajo doprinesti to, kar mi vlagamo v mladino, predvsem na mladino, se zanaša, ker s temi tudi mi delamo. En del zelo, zelo inovativni, zelo, zelo pridni, drugi del je pa praktično tisti, ki bi lahko. Saj ti si 8 ur delaš še tone, ker mu dovolimo, da z raznimi transferi se dobi toliko, koliko živi. Človek pa rabi zelo malo, ne? To ni dobro, ne? Ampak zdaj imamo nek tak paradoks, da je število brezposelnih oseb je najnižje, recimo v zgodovini naše države, povpraševanje na trgu po delavcih pa vendarle še vedno iščejo nekaj ljudi. Ne? To niso brezposelni, to so nezaposljivi. Ja, tako. To je razlika, ne? Saj brezposelnost ni nobene, ker komaj čakamo, da kdo pride. In seveda ljudi tudi vlečemo, animiramo, ker hočemo, da domače delajo. Ker tu, recimo tam, ki imaš proizvodnjo, tam ne moreš ti s tujci delati, ker ti seveda vlagaš ljudi. Učiš, šolaš, mi štipendiramo ljudi, delamo s fakultetami in seveda poberemo najboljše ljudi, ki potem profesori priporočajo. Mi smo tudi solastnik fakultete za polimere v Slovenj Gradcu, ker od tam vlečemo kadre. Ne? To je, nam je interes, da se ljudi šolajo. Ne? Še druga stvar pa je potem, mi recimo 200,000 evrov damo za eno šolanje, potem ga pa napotimo ven, zdaj pa ide ven si kruh služiti, ne? Kar je žalostno. Človek, ki ga mi izpilimo, izšolamo, zakaj nosi svoje znanje ven? Tu pa je potem seveda ta absorpcijska moč važna, da lahko popivnamo te ljudi, ampak jaz vem, da jih lahko popivnamo, samo moramo tudi javno mnenje menjati, ne saj ide ven, da se kaj naučiš ali pa da boš tam uspel, tu boš uspel. Je ena od teh strategij tudi dobra prodaja, kaj se tu da? Zdaj se ves čas vračam na ta del, da vi rečete, mi smo se odločili, mi bomo prodajali. Se pravi, zna naša država slabo prodati lastnim ljudem, kaj se da? Ja, malo tudi potencial, kako lahko zaposliš, ne? Sem že povedal, tu danes bi trebalo več delati, da tisti, ki imamo potencial, ne izčrpavati, ampak napustiti, da razvijamo. Mi smo razvijali v vsaki firmi, tudi zunaj, smo razvijali in zaposlujemo zelo dobre ljudi, Hrvate, Srbe, Makedonce in tudi v Nemčiji zaposlujemo zdaj boljše ljudi. Da se samo moraš pa imeti trg pa si napravimo z artikli, ki jih nudimo in seveda tudi za svojo filozofijo trga. Ne? Ker vsak trg ima svojo filozofijo, ne? Zato tudi treba se prilagoditi. Ampak, kar se tiče domačega trga, jaz ga vedno spoštujem, ker smo vse krize, ki so bile še nekdaj tam par, ko nismo mogli voziti, potem izguba južnih trgov, ne? Potem tu korona, pa to vse smo rešili za domačim trgom. Ko je bila kriza v gradbeništvu, mi smo 40% dela prek ene noči dobili odpovedano. Šli smo še na bolj agresivno domači trg. Domači trg ne smeš zapustiti nikdar, ker te bo nekdo drugi nadomestil. Ja, se zato ste rekli, tam nihče ne smeta, ne? Zdaj, glede teh inovacij bi morda še nekaj vprašal. V zadnjem času imamo veliko slovenskih podjetij, ki pridejo zdaj v javnost pa rečejo, mi bomo pa počeli to, mi bomo pa tam gradili, mi bomo vlagali, ne vem, v novo meso, naprimer, ne? Tudi vi celoten oddelek vašega podjetja sloni na inovacijah, sodelujete z inštituti. Rekli ste, smo solastnik fakultete. A je dovolj ljudi? Je? Sam plačati imaš. No, moram vedeti, mi smo lani dali na trg 4,5 metrski gliser, inovativen, iz materijala, ki je ne potlupil 3 sloji in smo šli na tržišče eksperimentalno, ampak smo skoraj 1000 prodali lani v enem letu. Ampak to je zato, ker je nekaj novega, izredne plovne lastnosti ima,
kombinacija z električnim pogonom za jezera, to in seveda vgradnja, nekaj novega, da hitreje pluje z manj moči. Inovacija. Letos smo napravili katamaran, 6 metrov, bil je v Düsseldorfu na sejmu nautike, novo promocijo smo imeli in vidimo, da prav za tem, da nadomestiš benzinske motorje z električnim in s tem dobiš dobro plovnost in seveda tudi veliki range, da to zdrži. In svet je lačen inovacij, novih stvari, ki pri vsaki krizi ali pa padanju v standard vsega, moraš ponuditi nekaj novega. Še pot ven, ne? Nekaj novega, to mi tudi vemo pri podjetjih iz zahoda. Vedno, ko je kriza, imam največ dela na razvoju. Ker starim artiklom ne boš več preživel, vsak potem išče, če že plačam, bo plačal najnovejše, ne. In tudi to, da ta ena od nautike, to smo se podali na eno neznano področje, sicer z Jakopini skupaj, domače znanje, ker ljudje imajo znanja v plovnosti. Izkoristili smo vse domače parametre, tudi s podkrižnikom za električne motore. Domače pamet, domači proizvod znamo napraviti. Veliko morate obiskovati tudi teh sejmov po celem svetu, ne? Koliko sejmov? 4000 se mi zdi, da ste rekli, da imate Osartomana, ne? Se pravi, morate veliko različnih pol obvladovati. Koliko sejmov morate obiskati, da ste na tekočem Okrog 32 sejmov, tu nekje. na leto? Na leto. Ampak to so, ker imam zelo disperzirano, Aha. ta portfelj. In potem seveda ti se na sejmu moraš prikazati, novosti pokazati, potem pa že dealer prodaje. Ampak tvoja naloga je, da pokažeš, kaj imaš novega, ker drugače te ne poznajo, ti ne zaupajo, ne. In to nas tudi, glavne nas preko sejmov imamo dosti kupcev, tudi arabskih kupcev, ker na določene svetovni sejmi specializirani pridejo kupci gledati kaj novega in seveda tam imaš tudi možnost, da se ali to, in tam imaš tudi možnost se predstaviti in pokazati. Najlažje je to, kot pa iti, da greš okrog potencialni firmi, boš se dobro predstaviti na sejmu in pokazati v bistvu svetu novosti. Smo pa res določene stvari smo pa res inovativni na svetovnem merilu. Pa to greste vi sami ali pošljete koga iz vašega podjetja? Ja, imamo skupine, domači pa gremo skoraj na vsaki sejem, kakšen dan. Sejem je analiza trga. Na sejmu vidiš, je povpraševanje, ni povpraševanje. Se mi ima smisla v tej smeri iti naprej, ali pa pustiti, ali pa nekaj drugače začeti. Najboljša raziskava trga je sejem. No, to sem želel zdaj vprašati. Ste naročeni na vse finančne novice, časopise, gledate finančne oddaje v telefon ves dan, ali kaj je tisto, kar vam daje občutek in pa tudi pogled v to, kaj se dogaja na trgu ali pa pri konkurenci? Kar se tiče financ, imajo naše ženske bolj denar, ne. Kar se tiče drugih stvari, so pa mi trije, vsak svoje, no. Tako da, glavno imam podeljene stvari in kam so trendi, to pa vidiš tudi na sejmi, pa tudi drugače, ne. Pa tudi povpraševanje, ne. Tako da moraš iti za svetovnimi trendi, moraš pa biti vedno inovativen. Da si pa inovativen, moraš imeti tudi pozicijo. To pa seveda tudi kapitalska moč. To pa imate, ne? Ne glede na to, da prihajate iz Slovenije, je nenavadno, ker vedno rečemo, v Sloveniji ni dovolj kapitala, ampak vi ste pa vedno kupovali pol lastnega denarja, pa pol bančnega, pa vedno je šlo, ne? Ja, to je naša strategija. Brez bančnega ne gre, ampak probamo zdaj čim manj, ker dolg je vuk, to rečejo. In probamo čim bolj vse na lastni bazi delati. Ampak če hočeš pa hitreje rasti, pa treba finančne injekcije, najlažje, če ti nekaj investiraš, tudi s pomočjo banke in potem sam sebe odplača. Še eno to finančno vprašanje moram postaviti, ne? Na svetu imamo en kup finančnih institucij, se pravi enih skladov, kjer operirajo z milijardnimi stvarmi. Kako se pa njih branite? Zagotovo ste dobili kakšno ponudbo, da vam ponudijo precej denarja, pa rečejo, no zdaj pa uživajte s svojim helikopterjem, pa še letalo vam damo novo. To je ena druga zgodba. Midva z hčerko so bila tam 20 let nazaj v Miamiju,
na kongresu Rotem Holdinga in seveda tam smo predstavljali firme, ne. Tudi midva predstavila, da imamo v Sloveniji lepo firmo, da to delam, pa se jaz sedem dol, poleg je meni Žid sedel ob mene, pa da je rekel: "Evo, jaz sem tvojo firmo kupil." Pa nisem prišel prodajati firmo. Kaj pa iščeš potem tu? Tu se firme prodajajo, znaš. Nisem te vprašal, koliko stane firma, jaz to firmo hočem imeti. In potem seveda greva domov in tako za nekaj malo se zmeni, daj povejmo, koliko ta firma stane, ali prodamo ali nekaj, in potem so me otroka, da se pa usede, glej, to mi ne bomo prodali. Midva bova to delala naprej, takrat sem se študirala. In naj to ostane nam, sem rekel, ja, pa veš, kakšna odgovornost je to. Firmo imamo v žetvi, lahko bi prodali, denar razdelili, pa kaj drugega dela. Ne, bova delala naprej. Od tistega dneva je tudi miselnost bila drugačna. Torej, jaz se zavedam, da moram to delati naprej, ker smo pač tako daleč prišli. In to je najino poslanstvo, da to delamo naprej. Skoraj bi lahko s tem končala, ampak vas še ne spustim, ker imam morda še 2 vprašanji bolj lahkotne teme. A se nikoli ne utrudite od vsega razmišljanja, dela, ker dela je po vsem tem, kar sem zdaj slišal, neverjetno in nepredstavljivo veliko. In odgovornosti do 550 zaposlenih, do... A malo kilometrina že nanese, ne? Da delaš po zdravi kmečki pameti, ne? Malo pa, če ni adrenalina, škoda živeti. Zato ne igrate tenisa, pa raje letite? Letim rajše, to je velika odgovornost. Zagotovo. Za sebe pa za tiste, ki jih imaš. Zato je vsakemu mi plačamo in tudi delajo, če delajo izpit za avion, mu plačamo, ker razmišljajo drugače. Checklisto imaš in po checklisti greš skozi, če kaj zmanjka, letiš dol. Tudi v podjetju checklisto prečekiraš, preden vzameš odločitev, ne. Razmišljaš o sebi in o tistih, ki odzadaj sedijo. Vsak podjetnik bi mogel, in dosti jih je tudi pilotov, ker piloti drugače razmišljamo stvar. Bolj smo na 100%. Zato tudi čekira se po listi, ne pa na pamet, ne. Ker ti na pamet kaj pozabiš, po listi pa ne pozabiš, ne. Zato si tudi vidim, da ali si v računalnik pišemo noter in gremo po tisti checklisti, ali zdaj imamo vse ali pa nimamo, ne. Dosti bolj 100% varianta je vodenje podjetja, če jo vodiš, kot vodiš avion ali pa letalo. Saj sem gledal, pa nisem zasledil, ste napisali kakšno knjigo že? Zdaj bo prišla. Aha, ker vse to, kar ste zdaj povedali, New Age-ovske knjige se izjemno dobro prodajajo, pa dvomim, da imajo toliko vsebine, kot jo imate vi v 50 letih vodenja podjetja. Ja, junija imam tisto slavnje, 50-letnice. In tam so me tudi, da takšne stvari napišem in pišemo zelo intenzivno tudi intervjuje, poleg tistih, ki me poznajo, ampak dobro. Svojo življenjsko zgodbo je fajn povedati, ker eni svojo srečo sanjajo. Eni pa imamo srečo svoje sanje uresničiti. In tako bova končala, ker se mi zdi, da bi težje našla še boljši konec. Hvala lepa, da ste si vendarle v svojem urniku vzeli čas. Upam, da bomo kmalu lahko v roke vzeli vašo knjigo, 4000 vaših izdelkov, pa skoraj da vsak izmed nas ali pa na svetu nekdo uporablja. Tako dobro naprej delajte, vlagajte v ljudi. Hvala tudi vam. Rabimo, no? Hvala tudi vam. Tako, pa smo končali. Ja, Slovenija premore izjemne ljudi in samo treba jih je poslušati in ne samo sanjati, ampak res, kot smo zdaj slišali, začeti delati. Slovenija pa ima vse potenciale, da v Sloveniji tudi uspete. Hvala, da ste bili z nami. Do naslednjič. Nasvidenje. Nasvidenje. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.